Danes bomo povedali, kaj so to vektorji in osnovna pravila za računanje z njimi. Vektor je usmerjena daljica. Začne se v neki točki in konča v neki drugi točki. To je recimo, če je začetna točka A in končna točka B, potem je to vektor AB. Če pa bi se začel v točki B in končal v točki A, potem bi bil to vektor BA. Kdaj sta vektorja enaka? Enake vektorje dobimo tako, da jih vzporedno premikamo. Se pravi, če imamo tukaj vektor, tako, to je nek vektor, recimo, da je to vektor CD. Če naredimo njemu vzporeden vektor, ki bo tudi enako dolg, pa se recimo začne v točki E in konča v točki E, potem je to vektor EE in ta dva vektorja sta med seboj enaka. Če pa imamo vektor, ki je enak po velikosti in po smeri, samo da bi bila puščica na drugi strani, tako in tukaj začetna točka, potem rečemo, da je to nasprotni vektor. Če bi bil to vektor A, kako ga tudi lahko označimo, bi bil potem to vektor minus A. Sta vzporedna, ampak nasprotno usmerjena. Kako dva vektorja seštejemo? Vektorje seštevamo tako, da končno točko, da na koncu enega vektorja postavimo začetno točko drugega vektorja. Sama temu pravim, da so to kot tirnice. Če imamo tukaj vektor A, je to ena tirnica, po kateri se vlakec lahko pelje od starta do cilja, potem pa dodamo še naslednjo tirnico in se lahko vlakec pelje še naprej in potem bi lahko dodali še poljubno mnogo vektorjev, različno usmerjenih, bomo kar nekaj naredili si. Postavljamo jih tako v kačo, takole in na koncu tega še ta vektor. Če potem povežemo točko, ki se začne v startu in konča v končnem cilju, se pravi sem do sem, pa naprej, pa sem, tukaj je cilj. In če zdaj narišemo vektor, ki se začne v startu in konča v cilju, torej od tukajle pa do tukajle, potem je ta vektor vsota vektorjev A plus B plus, recimo, da je še naslednji C in D zraven. Vsota vektorjev. Seveda takoj vidimo, da po dolžini vsota ni enaka vsoti posameznih. Dolžina vsote ni enaka vsoti posameznih dolžin vektorjev. Kako pa dva vektorja odštejemo? Recimo, da je to vektor A in narišemo še nek vektor B. Se pravi vektor A, pa tukaj vektor B. In jaz želim izračunati, koliko je A minus B. To je podobno, kot želim izračunati, koliko je 5 minus 7. Namesto tega bi lahko napisala tudi 5 plus minus 7. Se pravi, prištejemo nasprotno vrednost. Rezultat je bil isti. Tako naredimo tudi tukaj, se pravi, vektorju A prištejemo nasprotno vrednost.
No, v našem primeru bi zdaj to pomenilo tole. Če hočemo narisati vektor minus b, moramo obrniti smer, puščico damo na drugo stran, je to vektor minus b, potem pa ta novi vektor prestavimo vzporedno po istem pravilu kot prej. Se pravi, v bistvu postavimo prvotna puščice skupaj, ampak naš vektor minus b je sedaj to in vsota je zopet od tukaj do tukaj. V tem primeru pa zdaj razlika a minus b. Če si pogledamo zdaj par lastnosti, vektor, recimo, če hočem jaz napisati vektor AC, bi lahko napisala, od A je start, C je cilj, torej bom šla tukaj gor, to je vektor AD, pa potem do DC. In bi lahko rekla, da je vektor AC vektor AD plus vektor DC. Če si bi izmislila, da je pač na polovici tukajle točka M, pa me zanima vektor AM, recimo, in imam tukaj vektor AP plus ena polovica vektorja BC, recimo. In tako bi dobila vektor SM. Seveda pa lahko naredim še nekaj. Recimo, na tej skici vidimo, da je vektor AB isti kot vektor DC. Ta dva vektorja sta vzporedna in enako dolga, zato lahko rečemo, da je to vektor A in tudi to je vektor A. Prav tako je vektor AD enak vektorju BC. Lahko pa rečemo, da je vektor AD nasproten vektorju CB. Sedaj lahko si recimo izberemo nekaj vektor, rečemo, da je recimo tole vektor A, pa tole naj bo vektor B, in bomo poskušali ostale vektorje izraziti z vektorjem A in B. Temu rečemo linearna kombinacija vektorjev. Recimo, da me zanima vektor od A do D. Kako naj pridem od A do D? Grem v smeri vektorja A, pridem do točke F, potem nimam vektorja od F do E, zato bom napisala plus FE. In na koncu grem še za B sem. Tole vemo, da je vektor B, torej plus B. Sedaj pa bom še vektor FE poskušala zapisati z A in B. Od F do E bi lahko šla takole. Tole še malo podaljšam. Naredim še en enakostraničen trikotnik. Vidim, da je tole zopet vektor, ki je enak vektorju A in to je vektor B. To pomeni, da je FE v bistvu A plus B. Plus B, skupaj je torej 2A plus 2B. Kdaj sta dva vektorja odvisna oziroma kolinearna? Če imamo en vektor in potem še drug vektor, ki je s tem vektorjem vzporeden, pa ne nujno enako dolg, potem sta ta dva vektorja odvisna ali kolinearna. Saj predstavljata v bistvu isto smer. V takem primeru lahko vedno en vektor zapišemo kot nekajkrat drugi vektor. Recimo ta nekajkrat bi zdaj bil približno 2-krat. 2,2-krat vektor A. In takšna vektorja sta kolinearna ali odvisna. Neodvisna pa sta tista vektorja, ki kažeta v različnih smereh, nista vzporedna in zato nikakor ne moremo enega zapisati kot večkratnik drugega vektorja. To je nemogoče in to sta neodvisna.
Pomemben izraz so tudi, kdaj sta vektorja komplenarna. Kaj pomeni komplenarna? V bistvu je to podobno kot pri točkah. Če smo bili prej kolinearna, kolinearne so tiste točke, ki ležijo na isti liniji, oziroma drugače povedano premici. To so kolinearne točke in če imamo vektorje, ki so vzporedni isti črti, so to kolinearni vektorji. Komplenarni vektorji pa so tisti vektorji, ki ležijo v isti ravnini. Zdaj ravnino ponavadi narišemo takole s paralelogramom. In če imamo vektorje, ki so v isti ravnini, pa imamo pa recimo tegale, ta ni komplenaren s tema dvema, ker je v drugi ravnini. Ampak ti vektorji pa so komplenarni. Torej, vektorji, ki ležijo v isti ravnini. Dva vektorja, skozi dva vektorja, če si predstavljamo, da je to en vektor, pa to drugi vektor, je takole, in sta ta dva vektorja skupaj v isti točki, potem ne glede na to, kako sta obrnjena, v vsakem primeru lahko skozi njiju postavimo ravnino in to pomeni, da sta dva vektorja vedno komplenarna. Podobno kot sta tudi dve točki vedno kolinearni. Zatakne pa se pri tretji točki. Zatakne pa se tako, to je tako, kot vemo, da sta dve točki vedno kolinearni, saj lahko skozi njuje vedno narišemo premico. Tako sta tudi dva vektorja, ki jih vedno lahko postavimo tako, da bosta imela skupni začetek. To dejansko potem določata tri točke in čez tri točke vedno lahko postavimo ravnino, zato sta dva vektorja vedno komplenarna. Kaj pa trije? Kdaj pa so trije vektorji komplenarni? Takrat, ko lahko zapišemo, da je en od teh treh vektorjev linearna kombinacija ostalih dveh vektorjev. To pomeni, od vektorja, če imamo tukaj vektor C, če hočem od starta do cilja priti, grem nekajkrat v smeri B, se pravi B takole, pa nekajkrat v smeri A, kmalu gotovimo, da bomo mogli iti nazaj, to pomeni, da bi bilo potem, ne vem, minus NB recimo, in potem vzamemo vektor A, takole gor, bolj sem bi mogla iti, eto tako. Smer A nekajkrat in smer B nekajkrat, ta nekaj je lahko tudi negativno število in vidimo, da res lahko vektor C izrazimo kot linearno vektorjo, kombinacijo vektorjev A in B. V bistvu se je zanimivo vprašati, koliko je najmanj vektorjev, ki jih potrebujemo, različnih vektorjev, neodvisnih vektorjev, da lahko vse ostale vektorje zapišemo s temi vektorji. Govorimo o tako imenovani bazi, minimalnem številu. Če bi imeli mi premico, prav eno dimenzijo, zato potrebujemo samo en vektor in vse ostale vektorje bomo lahko izrazili s tem vektorjem. Katerikoli vektor bi imeli na tej premici, vedno bi bil to večkratnik vektorja A. No, v ravnini, ravnino najpogosteje nekako s pomočjo koordinatnega sistema razdelimo na 4 enake dele, bi zadoščala katerakoli dva linearno neodvisna vektorja, torej nevzporedna vektorja, in bi lahko s pomočjo njuju izrazili poljubni tretji vektor, recimo vektor C. Če kar pogledamo, kako bi to naredili, v smeri B bi mogli iti še malenkost dlje, naredimo vzporednico k A-ju, v bistvu ne, takole, eto, to je nekajkrat A, pač smer je od A-ja, ampak dolžina je daljša, in nekajkrat B. In rečemo, vektor C je n krat A
plus m krat b. Se pravi, poljubna dva vektorja, ki nista med seboj vzporedna, sta baza ravnine. Obstaja pa tudi ta ortonormirana baza. Normirana, norma, ortonormirana, to pa pomeni, da imamo za bazo vektorja, ki sta med seboj na eni strani pravokotna in na drugi strani je njuna dolžina 1. To bi bila pa tale. To je vektor, v smeri x označimo ga z i. Se pravi, v smeri x vektor i. In v smeri y vektor j. J. I in j. In zdaj, če jaz hočem zapisati recimo vektor od tukaj do tukaj, takole, kako moram iti? Moram iti za 4 i-je, če je to recimo vektor a, vidim, da moram iti za 4 vektorje i-je v desno in potem za 1, 2, 3, tudi 4 j-je gor. Vektor a je 4i plus 4j. Ali pa recimo tale vektor, naj bo to vektor b, zdaj seveda vektorji so ravne črte drugače, to so pa samo slike, prostoročne. Kako pa vektor b? Moram iti pa za 1, 2, 3, 4, 5, 6, torej minus 6 vektorjev i plus 2 vektorja j. In tako za poljuben vektor, kjerkoli v ravnini. Vsak vektor lahko izrazim kot linearno kombinacijo vektorjev i in j. Če pa imamo prostor, v prostoru potrebujemo, zato da izrazimo vektor, 3 vektorje, ki morajo biti ne samo nekolinearni, tudi nekomplemenarni. Se pravi, ne smejo biti vektorji, ki bi ležali v isti ravnini. Ortonormirana baza pa zopet pomeni, da imamo 3 vektorje, ki so med seboj pravokotni. Eden kaže v smeri x, to že vemo, da je vektor i in ima dolžino 1. V smeri y že vemo, da kaže vektor j, v smeri z pa kaže vektor k. In vektorji i, j, k, vidimo, da so med seboj pravokotni, je pravokotna k. Na drugi strani velja tudi, da je njihova dolžina enaka 1. In poljuben vektor v prostoru lahko izrazimo s pomočjo i, j in k. Recimo, da je tole ena enota, pa da je tukaj pri c 3 enote, pa tukaj naj bo 2 enoti in gor naj bo recimo 4 enote točke. Poskusimo nekaj vektorjev izraziti. Recimo vektor nič f. Nič f je kater? 3-krat vektor i plus, potem lahko gremo gor, se pravi sem pa gor, plus 4-krat vektor j in za vektor k se pa nič ne premaknemo, zato rečemo lahko tudi ničkrat vektor k. To je naš vektor nič f. Ali pa recimo, če bi mogli iti od g do f, takole, kaj bi pa zdaj bilo? Od g do f bi pa prišli tako, da bi šli, takole moramo iti, to je vektor minus 2k, bomo na zadnjem mestu ga napisali. Potem moramo iti pa za 4 vektorje j gor, plus 4j, za i se pa nismo nič premikali. S pomočjo 3 vektorjev v prostoru, ki so nekomplemenarni, lahko izrazimo vsak 4. vektor. In ortonormirana baza pa je taka posebej lepa baza, ker so vsi 3 vektorji bazni pravokotni in imajo enoto 1. Namesto, da tukaj napišemo, da je to vektor 3i plus 4j plus nič k, smo se matematiki dogovorili, da to napišemo lahko krajše, kar po komponentah.
3, 4, nič. In vedno prvo pomeni kokrat I, kokrat J, kokrat K. V bistvu zelo podobno, kot pišemo točke v ravnini. Če pogledamo, recimo tale vektor gre do te točke. Recimo ta točka že vemo, da ima koordinate -2 in -4. Ampak zanimivo, tudi vektor 0t ima komponente enake. Gremo -2 vektorja I, pa -4 vektorje J, takole, kar pomeni, da ima komponente -2 in -4. Ta vektor imenujemo tudi krajevni vektor točke T, kar bomo še kasneje povedali. In ta vektor ima iste koordinate kot točka T. Enako velja tudi v ravnini. Recimo točka F ima za tale primer koordinate. Poglejmo, prva koordinata je 3, druga koordinata y je 4, z je 0. In če me zanima vektor od 0 do F, ki je hkrati krajevni vektor točke F, je tudi ta vektor z enakimi enotami. Če hočemo od 0 do F priti, moramo iti za 3i v desno in potem za 4 je gor. In ima komponente 3, 4, 0. To so komponente vektorja. Kadarkoli bomo imeli nalogo z vektorji, vedno napišemo, vektor A ima komponente x, y in z. In dejansko bomo s pomočjo tega potem iz ene enačbe lahko dobili sistem 3 enačb, kar pomeni, da lahko imamo, ko rešujemo naloge z vektorji, več neznank. Tako, krajevni vektor smo povedali. To velja vedno. Če imam jaz recimo točko A in tukaj točko B. In mene zanima, koliko je vektor AB. Kaj naredim? Napišem krajev, izberem si kjerkoli izhodišče 0, to je potem krajevni vektor točke A, od 0 do A, ker to je skica, zato lahko kjerkoli izberem, ne? In to je krajevni vektor točke B. In kako pridemo od A do B? Tako da grem v tej smeri, to je torej minus RA plus RB. Ponavadi to pol napišemo RB minus RA. In to je naš vektor, krajevni vektor je to je pa že zapisan vektor s pomočjo krajevnih vektorjev. Tukaj smo že povedali, če bi imeli, ne vem, C in D. Zopet, če hočemo C do D priti, prav ne bomo AB zapisali, ampak CD, si izberemo, za vsak vektor pogledamo, da je to v bistvu krajevni vektor točke C, krajevni vektor točke D. S tem, da recimo C ima komponente. Zmislimo si, 2, minus 1, 4. In točka D ima komponente 1, 3, 2. In zdaj, če me zanima CD, je to krajevni vektor točke C minus, minus RC plus RD. No pa zapismo to. Minus RC pomeni v bistvu kontra, kot je to, torej minus 2krat I, če napišem na daljše, plus enkrat J, plus 4K, plus NI, plus 3J, plus 2K. In zdaj je logično, da lahko vektorji, ki kažejo v isti smeri, med seboj seštejemo, dobimo minus NI, pa J je skupaj, plus 4J in K je skupaj, plus 6K. In smo dobili vektor od C do D, ki ga pa zopet lahko napišemo krajše kot minus 1, 4, 6. Se pravi, ne pišemo, mi pa vsi vemo, da je to I-jev, J-jev in K. Kaj lahko z vektorji delamo? Ja, lahko jih seštevamo, naučili smo se jih že grafično seštevati, lahko jih seštevamo tudi, če so vektorji zapisani po komponentah.
To smo zdaj že pokazali. V bistvu smo pokazali odštevanje, ampak karkoli. Recimo, če imam vektor 3, 1, 5 plus vektor 2, 1, 7, ker vemo, da pomeni to 3 i-je, tukaj pa 2 i-ja, je skupaj 3 plus 2, 5 i-jev in napišem samo vsoto prve komponente. Druga bo 1 plus 1, 2, tretja pa 5 plus 7, 12. Se pravi, če imam prvi vektor A1, B1, C1, plus drugi vektor A2, B2, C2 in hočem to sešteti, enostavno seštejem vsako komponento posebej. Skupaj prve, skupaj druge in skupaj tretje. Enako je z odštevanjem. Če imam recimo vektor 4, 1, 7, minus 2, 1, 3, odštejem. 4 minus 2 je 2, 1 minus 1 je nič, 7 minus 3 je 4. Lahko vektorje tudi množimo s skalarjem. To pomeni recimo 3 krat a. Zdaj, grafično bi pomenilo to, ne? To je a je vektor, trojka je skalar in če je 3a, pomeni, da bi za 3 krat ga podaljšali. Eto, to je 3a. Če pa imamo vektor napisan z komponentami, recimo 2, 1, 3, pa želimo imeti 3 krat ta vektor, pomeni v bistvu tudi, da vsako komponento s 3 pomnožimo. In dobimo vektor 6, 3, 9. Ali pa recimo, če imamo minus 1 krat vektor 4, 1, 7, zopet vsako komponento pomnožimo in dobimo nov vektor minus 4, minus 1, minus 7. Če s poljubnim skalarjem n množimo komponente vektorja a1, b1, c1, dobimo nov vektor n krat a1, n krat b1 in n krat c1. Imamo pa še eno stvar, ki jo lahko delamo z vektorji, to je iskanje skalarnega produkta. Skalarni produkt dveh vektorjev, takole, a in b. Kaj v bistvu naredimo? Projiciramo en vektor pravokotni na drugi vektor. To je v bistvu zdaj od tukajle do tukajle je dolžina pravokotne projekcije vektorja a na vektor b. Eto. In skalarni produkt v bistvu pomeni, da zmnožimo dolžino te pravokotne projekcije vektorja a na b krat vektor b. Ampak kaj je dolžina pravokotne projekcije vektorja a na vektor b? Če je tale kot fi, potem vidimo, da je tukaj pravokotni trikotnik, je to hipotenuza in to je priležna kateta. In mi vemo, da je kosinus fi priležna s hipotenuzo. Torej je to pravokotna projekcija vektorja a na b po dolžini, ulomljeno z pravokotno projekcijo vektorja, hipotenuza pa je dolžina vektorja a. Iz tega dobimo, da je dolžina pravokotne projekcije, tukaj bi mogla še takole narediti, je v bistvu dolžina vektorja a krat kosinus fi. Če zdaj pogledam, kako dobiti skalarni produkt, to je označimo kot normalni krat, skalarni pomeni, da bo rezultat številka. Rezultat bo številka in a skalarno b smo rekli, da je to dolžina pravokotne projekcije vektorja a na vektor b krat dolžina vektorja b. In je to dolžino pravokotne imamo pa tukaj, je dolžina a krat kosinus fi krat dolžina vektorja b. In dobimo splošno formulo, da je to dolžina a krat dolžina b krat kosinus vmesnega kota. Enako bi dobili tudi, če bi b projicirali na a. Se pravi, skalarni produkt je zmnožek dolžine neke vektorja in dolžine pravokotne projekcije drugega vektorja na ta vektor. To je naš skalarni produkt. Zmnožimo vektorje
dobimo številko. Poglejmo, kaj je skalarni produkt, če imamo vektorje zapisanega po komponentah. Recimo, da imamo vektor 3, 2, 1, skalarno 4, 1, 3. V bistvu bi mogli zdaj napisati na dolgo. To je vektor 3i plus 2j plus nk. Skalarno 4i plus nj plus 3k. In zdaj bi šli čisto normalno vsakega z vsakim računati. In dobimo 12i skalarno i plus 3i skalarno j plus 9i skalarno k plus 2j skalarno i plus 2j skalarno j plus 6j skalarno k in še zadnjega plus 4k skalarno i plus 1k skalarno j in plus 3k skalarno k. K temu se bomo še vrnili, ampak si bomo najprej pogledali nekaj značilnosti skalarnega produkta. Najprej je ta komutativen, komutativnost velja zakon o zamenjavi, kot pri številkah. 3x5 je isto kot 5x3. Tako velja tudi tukaj. Namreč a skalarno b je isto kot b skalarno a. To enostavno pogledamo. Pač skalarni produkt je dolžina prvega vektorja krat dolžina drugega vektorja krat kosinus vmesnega kota. Tukaj bi imeli pa samo dolžino drugega krat dolžino prvega krat kosinus phi, kar vemo, da je enako. Skalarni produkt je distributiven. Distributivnost je to. 3 krat 5 plus 2 je, pa razčlenimo. To je 3 krat 5 plus 3 krat 2. In enako velja za skalarni produkt. Množina, a skalarno b plus a skalarno c. To sem že uporabila tukaj, ko sem te računala, vsakega za vsakim. Velja tudi asociativnost, to pomeni, da če imam a skalarno b skalarno c, kot da bi imela številke 3 krat 4 krat 5, je vse en kaj naredim najprej. Tako je tudi tukaj. Je vse naj ta dva najprej zmnožim, ali pa a pustim zunaj, pa najprej b in c zmnožim. Na koncu bo rezultat enak. Velja še ena stvar. Če smo rekli, da je a skalarno b dolžina a krat dolžina b krat kosinus vmesnega kota, kaj pa potem pomeni a skalarno a? To je dolžina a krat dolžina a krat med vektorjema je pa kot nič, če sta ista vektorja. Torej krat kosinus nič. Ampak kosinus nič stopinj vemo, da je 1. Torej dobimo, da je dolžina vektorja a na kvadrat kar a skalarno a, oziroma da je dolžina vektorja a enako korenus a skalarno a. To je zelo pomembno. Če imamo recimo vektor 3, 2, 1 in me zanima njegova dolžina, kaj naredim? Rečem, dolžina tega vektorja je koren iz a skalarno a. 3, 2, 1 skalarno z 3, 2, 1. No, temu se še vrnemo, kako se ta skalarni produkt izračuna. Poglejmo si še mogoče enotski vektor, kaj bi to bilo? Enotski vektor je vektor v smeri danega vektorja, ki je dolg eno enoto. Če hočem dobiti enotski vektor, moram določen vektor deliti z njegovo dolžino. Recimo, to, kar je dolžina. Če recimo 3 enote dolžina a delimo z 3. Zanimivo pa je tudi in zelo pomembno pa je tudi to, kakšen je skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev. Poglejmo. Po definiciji je to dolžina prvega krat dolžina drugega krat kosinus 90 stopinj. Ampak kosinus 90 stopinj je nič. To pomeni, da je skalarni produkt pravokotnih vektorjev nič. Če se zdaj vrnemo gor, ko smo imeli vektorje i, j, k in upoštevamo, da je v primeru, ko je recimo i pravokoten na j,
kar sta, če so to bazni vektorji, so vsi med sabo pravokotni, je skalarni produkt potem enak nič. Prav tako velja, da je I skalarno K enako nič. In tudi J skalarno K je enako nič, ker sta vektorja pravokotna. To pomeni, da lahko tukaj črtamo tega, pa tega, pa tega, pa tega, pa tega, pa tega, ker so enako nič. In kaj nam ostane? 12I skalarno I plus 2J skalarno J plus 3K skalarno K. Ampak kaj je I skalarno I? To je v bistvu dolžina vektorja je 1 krat drugega krat kosinus mestnega kota, mestni kot med istim vektorjem je pa nič. In kosinus nič je 1, torej krat 1. In tudi tukaj dobimo 2 krat 1 krat 1. In tukaj 3 krat 1 krat 1. Na kratko dobimo 12 plus 2 plus 3. In to je 17. In res vidimo, kako je skalarni produkt, skalar, številka 17. Če bi recimo zdaj iskali neko dolžino vektorja, zdaj vidimo, kako lahko to naredimo. Aha, mogoče še malo nazaj zgori. Eto, da nam ni treba vsega tega pisati, zmnožimo samo prve komponente skupaj, prištejemo vsoto drugih dveh komponent in na koncu še vsoto tretjih dveh komponent. Mogoče tukaj zapišemo, se pravi, če imam vektorje po komponentah, ne spreminjam tega v I-je in potem črtam I-je, J-je in K-je, ampak enostavno si zapomnim, da v bistvu samo množim prva dva skupaj, druga dva skupaj in tretja dva skupaj. Torej A1 krat A2 plus B1 krat B2 plus C1 krat C2. In to je neka številka. No, zdaj smo pogledali še nekaj tipičnih nalog. Recimo, v paralelogramu ABCD je točka E razpolovišče stranice AD. To pomeni, tukaj je točka E, označim samo 1, 1, ker je na razpolovišču, se pravi en del, ne. Točka F je presek delice BE in diagonale AC. To je točka F. Vprašanje pa je, v kolikšnem razmerju deli AF FC. Se pravi, na koncu želimo videti, koliko je AF proti FC. Oziroma, koliko je AF proti AC. Tudi to bo vrto. Kaj naredimo? Paralelogram je lik. Lik je v celoti v eni ravnini. To pomeni, da moramo določiti dva bazna vektorja. Recimo, naj bo tole vektor A in tole vektor B. In sedaj se bomo potrudili vse ostale izraziti kot linearne kombinacije teh dveh vektorjev. Recimo, vektor AF leži na vektorju AC, je v bistvu AC kolinearen, zato mu lahko rečemo, da je to N krat vektor AC. Ampak vektor AC pa dobimo tako, da vektorju A prištejemo vektor B. Eto, tako smo zdaj zapisali prvi zapis za vektor AF. Zdaj bomo zapisali še enega. Še na en način bomo prišli od točke A do točke F. Lahko bi šli tukaj gor, pa tukaj sem. In napišemo to. To je torej polovica vektorja B plus nekajkrat, ne vemo kolikrat, vektor EF je na vektorju EB. Vedno pač vzamemo daljše, tiste, ki so oglišča. To je 1/2 B plus M krat EB. Od E do B pa pridem tako, da gre minus B polovic, samo polovičko, plus vektor A. In zdaj, ta dva vektorja AF, ta vektor in ta vektor sta seveda enaka. Saj je isti vektor. To pa pomeni, da mora biti tudi to, kar smo ven dobili, enako kot to. In to zapišem. N krat A, še oklepaje bom sproti odpravila, plus N krat B je isto kot 1/2 B,
plus m krat minus b polovic, lahko kar napiše m polovic krat b, ne? Pa še minus mora biti zraven, pač normalno zmnožim. Pazim samo, da na vektorje pišem vektorski znak, plus m krat a. In zdaj pride glavna stvar. Vektorje a in b sta neodvisna. Zato bomo dali na eno stran vektor a, in kaj mi ostane? N, pa minus m. Na drugi strani pa bomo izpostavili vektor b. In ostane ena polovica minus m polovic minus n. Zdaj pa, kdaj bom prišla jaz isto? Če bom šla v smeri a in v smeri b. Za koliko ne grem od tukaj v smeri a, da bom prišla na isto točko kot od tukaj v smeri b. Ugotovimo, da kakorkoli se bom premaknila, ne bom več na isti točki, razen v primeru, če se ne bom premaknila nič. Torej, če je to nič, je to nič. In tukaj je glavna skrivnost teh vektorskih enačb. Kmalu ugotovimo, da je n minus m enako nič, takrat, ko je n enako m. Tukaj pa dobimo, da je ena polovica minus m polovic, minus n enako nič, lahko z 2 pomnožimo, da se ulomkov znebimo. In iz tega dobim, pa če še upoštevam, da je n enako m, mene pa v bistvu zanima n, ker me zanima delež tega. Zato bom na mesto m-ja ostavila n in dobim 1 minus n minus 2n je nič. Iz tega dobim, da je 1 3n. Torej 1 je 3n in to potem pomeni, da je n 1/3. Aha, torej vektor AF je 1/3 vektorja AC, tako je tukaj le zabeleženo. To pa pomeni, da je AF proti AC, tukaj je en delček, tukaj 2. Se pravi, proti FC je 1 proti 2, oziroma AF proti AC je pa 1 proti 3. Zelo tipična naloga. Ali pa recimo tole, iz danih enakosti izračunajte vrednosti skalarjev n in m, da bo to res. Zopet, normalno odpravimo oklepaje. Pazimo na predznake. Potem zopet damo, ker piše, da a in b nista kolinearna, to pomeni, da bomo zopet dali a je na eno stran in izpostavili, in b je na drugo stran in izpostavimo. Zopet rečemo, da je to nič in to je nič, dobimo dve enačbi torej. Ena pravi, da je m enako 1 minus 2, to je minus 1. Druga pa pravi, da je n enako 1. Eto. In smo ugotovili, n je minus 1 in m je minus 1, n je 1. Ali pa tole. Vektorja sta kolinearna, recimo, da je prvi vektor ta 3, 6, z in drugi vektor je minus 1, minus 2, 1. Če sta kolinearna, lahko enega zapišemo kot linearno kombinacijo drugega. A je potem 3, 6, z je k krat minus 1, minus 2, 1. Zdaj pa, skalarjem vemo, da množimo vsakega posebej, takole. Je to minus k, minus 2k in k. Kdaj bosta ta dva vektorja enaka? Takrat, ko bo v vsaki smeri se isto premakne. Se pravi, v x smeri, to je prva koordinata, velja, da je 3 enako minus k. Pa v drugi smeri, v y, je 6 j-jev, je isto kot minus 2k. In v smeri z dobimo, da je z enako k. No, že tukaj dobimo, da je k enako minus 3. Tukaj preverimo, da to res drži, minus 2 krat minus 3 je 6, torej k mora biti minus 3 in bosta ta dva vektorja kolinearna. Potem poglejmo recimo tole. Točka M leži na daljici AB, se pravi, imamo neko daljico AB in na njej točko M, tako da je AM proti AB 2 proti 5. To pomeni, da je potem tukaj 2 delčka, tukaj 3 delčka, tukaj pa M. Zapišite komponente krajevnega vektorja točke M.
Aha, krajevni vektor, se pravi, tole bi bil krajevni vektor točke A. In če ima točka A koordinate 3, minus 2, 1, zdaj že vemo, da je tudi krajevni vektor ima enake koordinate. Tukaj je krajevni vektor točke B in točka B ima koordinate minus 2, 8, 4. Zanima nas pa koordinate krajevnega vektorja točke M. Zdaj kar na skici pogledamo, kako bomo prišli do redoma. Gremo najprej RA, potem moramo iti pa še v smeri AB, ampak za koliko? Za 2/5 vektorja AB. Potem pa zapišemo vektor AB. Koliko pa je vektor AB? Ja, če hočemo od A do B priti, mora imeti minus RA plus RB. Eto, zdaj vstavimo točke. Kaj je RA? Je 3 minus 2, 1, plus 2/5 krat minus RA je v bistvu minus 3, plus 2, 1, plus RB je pa minus 2, 8, 4. In zdaj to poračunamo. Prvega še prepišemo. 2/5 pustimo, ostane zopet po komponentah, ker to so I in I je dam skupaj. To je torej minus 5I, 2 pa 8 je plus 10J, plus 5K. In to moram množiti z 2/5. Prvo prepišem, plus 5 deljeno s 5 bi bilo ravno 1, krat minus 2 je torej minus 2. Ni pa treba nič I opisati, lahko kar tudi kar po komponentah in vsakega pomnožim. 10 deljeno s 5 je 2, krat 2 je 4 in 5 deljeno s 5 je 1, krat 2 je 1. Brez I-K. In zdaj samo prve skupaj, to je 1, druge skupaj je 2 in tretje skupaj je 2. In smo dobili koordinate točke M, ki so hkrati koordinate krajevnega vektorja točke M. Potem recimo tole. Izračunaj skalarni produkt vektorjev A in B v enakostraničnem trikotniku s stranico 6 cm. Zdaj, to je torej 6, 6, 6, ampak mi vemo, da v enakostraničnem je ta kot 60 stopinj. In če mene zanima vektorja A in B, recimo, da je to A in to B, da sta to stranici v enakostraničnem trikotniku, potem je to dolžina prvega krat dolžina drugega krat kosinus 60 stopinj. Dolžina prvega je 6, dolžina drugega je tudi 6. Kosinus 60 stopinj je pa, spomnimo, 60 je krajša, je 1/2 in je to potem torej 6 krat 3 je 18. In imamo skalarni produkt. Kadarkoli imamo vektorja, ki imata neko dolžino, recimo 4 pa 5, pa vmes kot 45 stopinj, če jaz hočem ta dva vektorja zmnožiti, to je njegova dolžina, to je njegova dolžina, je A skalarno B, torej dolžina A krat dolžina B, krat kosinus umetnega kota, v tem primeru 45 stopinj. In tukaj bi bilo zdaj to 4 krat 5 krat kosinus 45, je 20 krat koren iz 2 polovic, je 10 krat koren iz 2 in imamo rezultat. Pa poglejmo še tole. Določi kot med vektorjema na minuto natančno. Vzamemo ta splošni obrazec in dolžina, zdaj pa je skrivnost to, če me zanima kot, ga lahko iz tega ven dobim. Torej A skalarno B polomljeno z dolžina A krat dolžina B. Zdaj A skalarno B ne bo problem izračunati. Imamo komponente in bomo samo množili vsakega za vsako in sešteli. Kaj pa dolžina? Dolžin nimamo podane, lahko jih pa izračunamo. Če je to vektor A, to je vektor B, potem je dolžina vektorja A koren iz prvi na kvadrat, se pravi skalarno imam tisto, iz A skalarno A. To je koren iz 4, 2 minus 1, skalarno 4, 2 minus 1.
In zdaj pomnožim prvi krat prvi je 16, prištejem produkt drugih dveh in produkt tretjih dveh in je to koren iz 21. In to je dolžina prvega. Isto naredimo dolžino drugega, je b skalarno b, zdaj lahko prepisujem, lahko grem pa tudi kar na pamet, ne. Se pravi, koren pa prvi krat prvi je minus 1 na kvadrat v bistvu. Minus 1 krat minus 1, to je 1, plus druga na kvadrat je 25, plus tretja na kvadrat je 9. Iz tukaj in je to koren iz 35. Potem bi tukaj vstavila, da je to koren iz 21 krat koren iz 35. Moram še vzgor iz skalarnega izračunati, kako že. Prvi krat prvi, drugi krat drugi, tretji krat tretji in vsota. Je minus 4 plus 10 minus 3, polomeno z, v spodje je koren iz 21 krat koren iz 35, vzgor izračunam, to je 3 deljeno z koren iz 21 krat 35, to poračunamo in dobimo rezultat kosinus fi. Pazimo, da v minute. Kako fi dobimo, potem arkus kosinus od te vrednosti, ki jo ima. Še tole, izračunajte dolžino pravokotne projekcije vektorja A na vektor B. Zdaj, mi že vemo, da pravokotna projekcija je tole, ne? A pravokotno na B. In dolžina me zanima. Ja, dolžina je v bistvu, pa če bi bila še tukaj dolžina, je to v bistvu priležna, to pa hipotenuza. To pomeni, da je kosinus fi priležna s hipotenuzo, oziroma da je kosinus fi dolžina pravokotne projekcije, polomljeno z njegovo dolžino, ne? Z dolžino A. Zdaj pa, če se malo spomnimo, kaj je to? Tukaj dobimo zdaj dolžino pravokotne projekcije, je v bistvu A krat kosinus fi. Mi pa hkrati vemo, da je A skalarno B dolžina A krat dolžina B krat kosinus fi. In A kosinus fi je v bistvu lahko zamenjam z dolžino pravokotne projekcije. Zdaj, A skalarno P lahko zračunamo, če je tole po komponentah. Se pravi, imamo 3 minus 2 minus 4 skalarno minus 5, 1, 1 je dolžina me itak zanima, to pustim. Manjka pa še dolžina B. Kaj je že dolžina B? Ja, dolžina B smo pa povedali, da je koren iz B skalarno B. In je to skalarni produkt, to je pa v bistvu prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat plus tretji na kvadrat, je 25 plus 1 plus 1 in je to koren iz 27. Eto, to je dolžina. Tukaj pa tudi zračunamo prvi krat prvi skalarne produkte, ne? Vsako komponento zmnožimo skupaj in seštejemo. Oziroma odštejemo, če pridejo negativni rezultati. Je koren iz 27 krat dolžina A na B. In koliko je zdaj dolžina te pravokotne projekcije? Tole vse skupaj je minus 15, minus 2, minus 4, je vse skupaj minus 21, polomljeno s koren iz 27, edino, kar še naredimo absolutne vrednosti, da se seveda rezultalja pozitivno. To izračunamo in imamo. Zdaj, v takem primeru bi to pač spremenili v 21, 27 je pa v bistvu 9 krat koren iz 3, koren iz 9 krat koren iz 3, to je 21 polomljeno s 3 krat koren iz 3, to se bi pokrajšalo, pomnožili bi s koren iz 3, da racionalizirano in bi bil rezultat 7 krat koren iz 3 tretjin in to je čisto v redu. To je pač dolžina pravokotne projekcije. Recimo še tegale, določi x tako, da bosta vektorja pravokotna. Rekli smo, da če sta vektorja pravokotna, da potem je vedno njun skalarni produkt enako nič. Torej gremo, koliko je skalarni produkt teh dveh vektorjev, zapisanih v skalarni. Prvi krat prvi je 2x minus 2 plus 8 in to mora biti nič. To pomeni, da mora biti 2x enako minus 6, to pomeni, da mora biti x enako minus 3. In še tole recimo. Pravilni štiri strani prizmi. Pravilni štiri strani prizmi merijo osnovni rob 4,
če je pravilnost je itak kvadrat, je torej so vsi robovi 4, višina meri 6, določi kot med telesno diagonalo, to je od tukaj do tukajle, in osnovno ploskvijo, se pravi in tukaj. Zdaj, kako bomo dobili ta kot? V bistvu je najlažje, če si izberemo en vektor na osnovni ploskvi, recimo vektor A, to je pa vektor B, ki je kot telesna diagonala. In če hočemo kot videti, vidimo, da moramo to skalarno zmnožiti, kar je dolžina A krat dolžina B krat kosinus mestnega kota. In če me zdaj zanima kosinus mestnega kota, zmnožim to skalarno in dolžino. Zdaj dolžina ima. Dolžina, no, ne še čisto. Dolžina vektorja A je v bistvu tale diagonala. Torej 4 kvadrat plus 4 kvadrat je diagonala A na kvadrat, kar je pa v bistvu dolžina vektorja A na kvadrat. To pomeni, da je dolžina vektorja A 16 plus 16, koren iz 32, kar je isto kot 16 krat 2, pa v korenu je to 4 krat koren iz 2. Podobno naredimo dolžino B. Kaj je že dolžina B? Aha, bi mogli pa tole, kar sem tukaj naračunala, se pravi dolžino A na kvadrat, dati še 6 kvadrat zraven. To je torej 32 plus 36 in je skupaj 68, to je dolžina vektorja B na kvadrat. To pomeni, da je potem dolžina vektorja B koren iz 68. Eto, spodaj imamo. Zdaj pa še A skalarno B, kako bi pa zdaj to še na drugačen način dobila, ne? En način bi bil, da ta vektorja izrazimo z istimi baznimi vektorji in jih med sabo pomnožimo. Ampak takšnimi, da bojo pravokotni. Recimo, da je to vektor I, ni sicer dolžina 1, ampak nič hudega, to vektor J, tale cel pa naj bo K, ne? In zdaj, vektor A lahko zapišemo kot I plus J. Vektor B pa zapišemo kot I plus J plus K, ne? In če moram to skalarno zmnožiti, bom zdaj kar zmnožila. A skalarno B. In grem. Prvi je I plus J, krat kot skalar, ne, I plus J plus K, no, ne treba. In množim vsakega za vsakim in dobim I skalarno I plus I skalarno J plus I skalarno K plus J skalarno I, ampak J skalarno I že vemo, da je isto kot IJ, ker velja zamenjava, plus J skalarno J plus J skalarno K. Zdaj pa, vsi, ki so pravokotni, je njun skalarni produkt nič. Se pravi, to je nič, pri prvem je II, pa IK je nič, pa IJ je nič, pa JK je nič, se pravi, ostane I skalarno I pa J skalarno J. Ampak I skalarno I je v bistvu dolžina prvega, vidimo, da je 4, krat dolžina drugega, krat kosinus nič, kar je 1. Pa za J, za vektor I, J je pa tudi isto 4 krat 4, v bistvu so se K-ji pokrajšali, 4, 4, in je to skupaj 16 plus 16 je zopet 32 in to bi napisali zgori. Eto, to zračunamo, arkus kosinus in dobimo